Oj, otroci, nova sreda, nova zgodbica. Danes nosi naslov Noč ima svojo moč. Ko se je dan na svoji beli kočiji počasi odpeljal proti zahodu, je noč sedla v svojo črno kočijo in od vzhoda začela lesti na nebo. Lezla je vsak kotiček na zemlji in z občutkom prave mojstrice in umetnice objela vse okoli sebe. Dan je šel v pozabo in pričelo se je vladanje noči. Mali Urban ni maral noči, ker so se takrat vse stvari, ki jih je dobro poznal, zelo spremenile. Drevo pred oknom je izgledalo kot strašilo, ki ga hoče zgrabiti. Slika na steni je postala črn tunel, ki mu ni bilo videti konca. Še njegova roka mu je bila nenavadna in tuja. Urban je imel vsak večer problem, ko je bilo treba v posteljo in so ugasnile luči. Njegov nekaj let starejši brat Uroš pa ni imel takšnih težav. Vedel je, da se Urban boji teme in namesto, da bi bil prijazen starejši brat, mu je večkrat pripravil kakšno neprijetno presenečenje. Vedno je počakal, da so starši zaspali, in potem, ko je Urbanu prijazno prigovarjal, naj zapre oči, saj je vendar on z njim v sobi, se je potiho splazil iz svoje postelje in zlezel pod Urbanovo. Nekaj časa je tiho počakal, nato pa začel trkati in praskati po spodnjem delu postelje. Ubogi Urban je od groze otrpnil. Pokrit z odejo čez glavo je samo čakal, kdaj ga bo pošast izpod postelje zgrabila. Ampak nikoli se ni to zgodilo, ker ko je Uroš videl, kako ga je prestrašil, se je začel smejati in bil zadovoljen, da je prestrašil svojega mlajšega brata. Ob vsaki takšni nesramnosti mu je vedno rekel: znova mu je uspelo. Enkrat si je Uroš pod posteljo skril dolgo vejo in se je delal, da že spi. In ko je ugotovil, da se Urban že pomika tja proti svojim sanjam, ga je začel narahlo drezati z vejo. Pa sem te spet prestrašil, je zadovoljno rekel Uroš. Starši so vedeli, da se Urban boji noči, a da ga Uroš straši, tega pa nikoli niso izvedeli, ker Urban ni bil toži baba in ga nikoli ni zatožil. Urban je rasel. Drevo pred njegovo sobo je bilo vsako leto manj grozeče. Slika na steni je postala zgolj slika in vse pohištvo v sobi je naenkrat tudi v temi ostalo le pohištvo. Urošove nočije so se nehale, ker svojega mlajšega brata ni več mogel prestrašiti. Urban pa ni pozabil na njegovo strašenje. Nekega dne, ko se je odpravljal v kino s prijatelji, mu je babica rekla: Urban, ne bodi pozen, ker noč ima svojo moč. Lahko se ti kaj zgodi. Naslednji dan je Urban vprašal babico: kaj pomeni ta izrek, noč ima svojo moč? Babi mu je povedala, da ko je bila ona mlada, so ji starši vedno rekli, da so po noči vse stvari drugačne. Kar dan pokaže, noč skrije.
zato ni dobro po noči hoditi okrog, ker se ti lahko kaj neprijetnega zgodi. Urban se je spomnil vseh strašenj brata Uroša, ki so ostale njegova skrivnost. Zdaj pa, ko je že velik in se noči več ne boji, bi bilo dobro, da Urošu pokaže, da ima noč svojo moč. Naslednji dan se je dogovoril z 2 prijateljema, da mu bosta pomagala in se skrila ob drevesu na vrtu, ovita v bele rjuhe. In ko se bosta ona 2 vračala domov, naj skočita pred Uroša in videli bomo, če bo noč imela svojo moč. Dogovorjeno, narejeno. Ko sta se brata približala drevesom, sta 2 beli pošasti skočili pred Uroša. Ta je zakričal, zakrilil z rokami in skočil naravnost v Urbana in ga tesno objel. Urban pa mu je rekel: "Pa ne, da te je strah." Seveda so se potem vsi smejali, a Uroš je dobil vsaj nekaj strahu v kosti. Bratu ni zameril, ker je dobro vedel, da si je to zaslužil za vse nočne neumnosti, ki jih je on naredil bratu. Ni važno, ali si velik ali majhen, na vsakega ima noč svojo moč. Noč se zato ne meni. Vsak večer se pripelje v svoji črni kočiji, da objame svojim črnim objemom vse in vsakogar, da nam zleze pod veke in nas popelje v sanje vse do jutra, ko se na svoji beli kočiji pripelje dan in noč izgubi svojo moč. Tako, otroci, to je bila današnja zgodbica. Če vam je bila všeč, jo všečkajte in se naročite na mojo stran Metka Paštetka. Pa se vidimo naslednjo sredo in upajmo, da nam bo naslednjo sredo posijalo tudi vsaj malo sonca. Oj!